2. decembra 1971 je bila uradno ustanovljena Združeni arabski emirati. Ta dan bi moral biti dan praznovanja in novega začetka za državo. Toda 2 dni pred tem je Iran naredil nekaj, kar je zavidno spremenilo njihove odnose. Zjutraj 30. novembra so iranske sile pristale na Abu Musa, Velikem Tunbu in Malem Tunbu. To so bili otoki, ki so si jih prej lastili Združeni arabski emirati. Ko pa so prispeli iranski vojaki, so hitro prevzeli nadzor nad območjem. Nekatere arabske prebivalce so naj bi izgnali, uničili policijske postaje in šole, nato pa razglasili, da so otoki zdaj del iranskega ozemlja. Še danes imajo številni iranski sosedje do Irana veliko zamero. Analitiki pogosto izpostavljajo 2 glavna razloga za to. Prvič, dolgoletni spor šiiti in suniti v islamskem svetu. Drugič, kako Iran domnevno izkorišča ta spor za širjenje svojega vpliva in moči v regiji. Ko je napetost med Iranom in Izraelom izbruhnila, je bilo veliko ljudi presenečenih nad eno stvarjo. Ena muslimanska država se je neposredno spopadla z drugo muslimansko državo. Tam je ponovno oživela razprava o razdelitvi med šiiti in suniti, ki jo že dolgo štejejo za korenino številnih napetosti na Bližnjem vzhodu. Vse se je začelo pred več kot 1000 leti po smrti preroka Mohameda. Takrat se je muslimanski svet soočil z velikim vprašanjem. Kdo naj vodi po njem? Obstajala je skupina, ki je verjela, da bi moral Ali ibn Abi Talib, bratranec in zet preroka, postati naslednji voditelj. Zanje bi moralo vodstvo ostati v njegovi družini in med njegovimi potomci. Ta skupina je kasneje postala znana kot šiitski muslimani. Vendar pa je obstajala še ena velika skupina z drugačnim pogledom. Zanje naslednji voditelj ne bi smel biti izbran na podlagi krvi ali družine. Verjeli so, da bi morali voditelja izbrati s posvetovanjem in dogovorom spoštovanih članov skupnosti. Zaradi tega je bil Abu Bakr, eden najbližjih spremljevalcev preroka in njegov tast, izbran za prvega kalifa. Tisti, ki so sledili temu sistemu, so bili kasneje imenovani sunitski muslimani. To je bila takrat le ena odločitev, vendar njen vpliv na muslimanski svet še danes ni popolnoma izginil. Več stoletij je bil spor bolj osredotočen na vprašanja vere in religije. Toda to se je spremenilo v 16. stoletju, ko je Safavitska dinastija razglasila Iran za uradno šiitsko državo. Pravijo, da ni bila le religija razlog za to, velik del je igrala tudi politika. Iran se je že želel ločiti od mogočnega sunitskega Osmanskega cesarstva, ki je bilo takrat eno najmočnejših cesarstev v regiji. Od takrat naprej biti šiit ali sunit ni bilo več le vprašanje vere. To je postalo tudi del boja za moč, vpliv in nadzor na Bližnjem vzhodu. Če preskočimo v sedanjost, ocenjuje se, da je okoli 85 do 90% vseh muslimanov na svetu sunitskih. Medtem pa šiiti predstavljajo le okoli 10 do 15% svetovne muslimanske populacije. Veliko število šiitskih muslimanov najdemo v Iranu, Iraku in Azerbajdžanu. Imajo tudi velike skupnosti v Libanonu, Jemnu, Bahrajnu, Kuvajtu, Saudski Arabiji, Pakistanu in Afganistanu. Toda od leta 1979 Iran postopoma se postavlja kot glavnega zagovornika šiitskih skupnosti v različnih delih muslimanskega sveta. In tukaj je njihov vpliv postal še močnejši. Niso se namreč prikazali le kot vodja šiitov, ustvarili so tudi podobo, da so oni glas zatiranih proti zahodnim silam in nekaterim zalivskim arabskim državam. Zaradi tega se je njihova podpora razširila tudi drugod, čeprav nimajo največjega prebivalstva v muslimanskem svetu. Toda z rastjo njihovega vpliva so se v drugih državah še bolj poglobile napetosti. Eden najtežjih dogodkov se je zgodil 31. julija 1987 med hadžem v Meki. Medtem ko so bili tisoči ljudi na romanju, je prišlo do spopada med iranskimi romarji in saudskimi varnostnimi silami. Po poročilih so nekateri iranski protestniki izvedli nedovoljen protest proti Ameriki in Izraelu med hadžem. Toda je situacija hitro prerasla v izgrede in stampedo. Zaradi tega so se odnosi med Saudsko Arabijo in Iranom še dodatno poslabšali. Kmalu zatem so jezni iranski protestniki napadli tudi saudsko veleposlaništvo v Teheranu kot povračilo. Ta incident je postal ena največjih prelomnic v sporu med obema državama v tistem času, kajti v resnici nista bila le preprosta politična tekmeca. Saudska Arabija in Iran oba si želita biti prepoznana kot pravi vodja islamskega sveta. Saudska Arabija ima pod nadzorom dve najsvetejši mošeji v islamu, Meko in Medino.
Zaradi tega ima kraljevina posebno versko avtoriteto v očeh številnih sunitskih muslimanov po vsem svetu. Zato je, ko je Iran po revoluciji leta 1979 začel kazati, kot da je on pravi glas celotne muslimanske skupnosti, to predstavljalo neposredno grožnjo za Rijad. Dve državi, dve različni prepričanji, vendar si obe želita biti priznani kot glavni vodja islamskega sveta. In to ni samo vprašanje vere ali ideologije. Ko se je v 80-ih letih začela vojna med Iranom in Irakom, je Saudska Arabija vložila milijarde dolarjev za podporo vladi Sadama Huseina. Njihov pravi cilj takrat je bil preprečiti širjenje revolucionarne ideologije Irana v arabski svet. Vendar pa obstaja še en razlog, zakaj je Saudska Arabija izjemno previdna, ko gre za Iran. Znotraj same Saudske Arabije obstaja šiitska manjšina, ki predstavlja približno 10 do 15% prebivalstva. Večina jih živi v vzhodni provinci, še posebej na območjih kot je Katif, in vzhodna provinca ni zgolj običajna regija. Tam se nahaja velik del naftnih rezerv Saudske Arabije. Zaradi tega Rijad že dolgo sumi, da Iran poskuša pridobiti vpliv nad šiitskimi skupnostmi na tem območju. Po mnenju nekaterih saudskih uradnikov, Iran to domnevno izkorišča za povzročanje napetosti in oslabitev stabilnosti kraljestva od znotraj. Situacija se je še poslabšala leta 2016, ko je Saudska Arabija usmrtila vidnega šiitskega duhovnika Nimrja al-Nimrja. Po tem incidentu so se številni iranski protestniki razjezili in napadli saudsko veleposlaništvo v Teheranu. Kot odgovor je Saudska Arabija popolnoma prekinila diplomatske odnose z Iranom, temu pa so sledili tudi nekateri njihovi zavezniki. Minilo je 7 let, preden sta državi ponovno vzpostavili formalne odnose. Toda za Saudsko Arabijo ni tukaj ogrožena le varnost, temveč tudi gospodarstvo. Prihodnost Saudske Arabije je namreč odvisna od vizije 2030, ogromnega načrta, da država postane globalno središče za naložbe in turizem ter zmanjša svojo odvisnost od naftne industrije. A obstaja ena velika težava. Ta načrt ne bo mogoč, če bo v vsej regiji nemir. Zato vsakič, ko pride do napada na energetske objekte v Saudski Arabiji, to Rijad obravnava kot neposredno grožnjo prihodnosti svojega gospodarstva. Še posebej med napadi, ki so se zgodili leta 2019 in ponovno leta 2026. Za saudske voditelje se zdi, kot da Iran poskuša ustaviti ali preprečiti spremembe in napredek države, še preden bi zares uspelo. Toda predvsem ena stvar najbolj straši Saudsko Arabijo. Iranski jedrski program. Saudski uradniki so že večkrat jasno povedali, da bodo, če bo Iran izdelal jedrsko orožje, tudi sami prisiljeni razviti lastni jedrski arzenal. Do leta 2026 naj bi Iran že bogatil uran skoraj do ravni primerne za izdelavo orožja. In to je postal eden glavnih razlogov, zakaj je Saudska Arabija še dodatno okrepila svoje obrambne sisteme. Toda medtem, ko se napetosti stopnjujejo, je ena država poskušala popraviti njun odnos – Kitajska. Leta 2023 je Kitajska vodila pekinški sporazum, ki je po 7 letih prekinjenih odnosov ponovno vzpostavil diplomatske odnose med Saudsko Arabijo in Iranom. In aprila 2025 je saudski obrambni minister Khalid bin Salman al-Saud osebno obiskal Teheran, da bi se srečal z Alijem Hamenejem. Navzven se zdi, da sta se obe državi odločili za nadzorovane odnose namesto neposredne vojne. Toda za vsem tem, kar vzbuja strah in za glavnimi srečanji Hameneja in Khalida bin Salmana Sauda, v njihovem pogledu je Saudska Arabija monarhija, ki jo že dolgo podpira Amerika in je povezana z različnimi skrajnimi skupinami v regiji. Iran tudi verjame, da jih Saudska Arabija skupaj z zahodnimi silami poskuša obkrožiti in nadzorovati. In ker ima vsaka stran globoko nezaupanje, je težko ohraniti katerikoli dogovor stabilen. In prav to se je zgodilo. Po ameriških in izraelskih napadih na Iran februarja 2026 je Iran odgovoril z izstrelitvijo raket in dronov proti nekaterim saudijskim mestom. Po navedbah Irana naj bi Saudska Arabija pomagala zahodnim vojaškim operacijam v regiji. V zelo kratkem času je skoraj popolnoma propadlo zaupanje, ki so ga ponovno vzpostavili v okviru pekinškega sporazuma. Ampak če obstaja država, ki je Iranu resnično pustila globoke rane, je to Irak. Njihov spopad ni trajal le dneve ali mesece. Trajal je dolgih 8 brutalnih let. Iransko-iraška vojna se je začela leta 1980 in zahtevala več kot 1 milijon življenj. Vojna je uničila gospodarstvo, vojsko in prihodnost obeh držav. Toda sta, kljub vsem težavam, ki sta jih prestali, leta 2003 doživeli veliko spremembo.
In čeprav se sliši ironično, se to ni zgodilo. Iran je ukrepal neposredno. Ko je Amerika napadla Irak in podrla nekdanjo oblastno strukturo države, je izginila največja ovira, ki je prej preprečevala vpliv Irana na njegovi zahodni meji. In od takrat se je vpliv Irana znotraj Iraka postopoma poglabljal. Tisto, kar je sledilo, mnogi iraški nacionalisti opisujejo kot tiho invazijo. Iran naj ne bi prišel s tanki ali tisoči vojakov. Namesto tega je počasi širila svoj vpliv preko politike, denarja, milic, poslov in religije. A vendar je resnična situacija v Iraku še bolj zapletena, kajti jeza zaradi vpliva Irana ne prihaja le iz ene skupine. Različne skupnosti v Iraku imajo svoje razloge, zakaj ne zaupajo Teheranu. Približno 60% prebivalstva Iraka so šiitski muslimani. Zaradi tega ima veliko političnih strank in oboroženih skupin, ki imajo velik vpliv v državi, domnevno neposredne povezave s Teheranom in iransko revolucionarno gardo IRGC iz Irana. Zaradi tega je Iran pridobil močan vpliv ne le na zunanjo politiko Iraka, ampak tudi na njegove varnostne institucije in energetski sektor. Eden največjih simbolov tega vpliva so PMF ali sile ljudske mobilizacije. To je skupina, ki jo večinoma sestavljajo šiitske milice, ki so bile prvotno ustanovljene za boj proti ISIS-u oziroma Islamski državi. In resnično so odigrali veliko vlogo v tem boju, toda po koncu boja proti ISIS-u niso izginili. Namesto tega so postali stalno središče moči znotraj same iraške države. Pravzaprav nekateri izmed teh skupin bolj poslušajo Teheran kot samega predsednika vlade Iraka. Ta skrb je postajala vse večja, dokler ni prišla do točke, ko je bila vključena celo v poročilo ZN za leto 2026. Dejansko je pogoj, da mora iraška vlada nadzorovati milice v zameno za ameriško varnostno pomoč. Toda, ko se borijo mogočne skupine, so vmes ujeti navadni iraški državljani, še posebej sunitska manjšina v Iraku. Za njih širitev milic, ki jih podpira Iran na strateških območjih, ni zgolj politično vprašanje. Počutijo se, kot da jih postopoma izrivajo iz nekaterih regij s sektarskim pritiskom in oboroženim vplivom. Za številne sunite je vmešavanje Irana vprašanje preživetja. Toda tudi znotraj šiitskega prebivalstva Iraka ni enotnega pogleda na Iran. Veliko število iraških šiitov, vključno s podporniki Muqtade al-Sadra, se je prav tako uprlo sistemu, ki ga želi uveljaviti Iran. Nočejo, da bi Irak posnemal politični model Teherana. Njihove obtožbe so celo neposredne. Po njihovem mnenju Iran uporablja Irak kot velik trg za svoje lastne izdelke. Medtem pa Iran uporablja državo kot bojišče za svoje lastne vojne. Vendar pa obstaja ena stvar, ki jo različne skupine v Iraku občutijo enako. In to je, kako naj bi Iran uporabljal pomembne vire kot sredstvo pritiska nanje. Do leta 2026 naj bi Iran večkrat omejil pretok vode v iraško ozemlje. Zmanjšali so tudi izvoz plina, ki je pomemben za oskrbo Iraka z elektriko. Posledica tega so bili zaporedni izpadi elektrike, pomanjkanje vode in množični protiiranski protesti v različnih mestih Iraka. Za mnoge Iračane to ni več samo politično vprašanje, njihovo vsakdanje življenje je neposredno prizadeto. In medtem ko se širi seznam držav, ki imajo napetosti z Iranom, je ena država že dolgo poskušala ostati zunaj težav – Katar. Odnos Katarja z Iranom je namreč povsem drugačen v primerjavi z drugimi zalivskimi državami. Medtem ko sta Saudska Arabija in Združeni arabski emirati odkrito jezna na Teheran, se je Katar raje odločil ostati nevtralen. Poskušal je ohraniti odprto komunikacijo in se postaviti kot posrednik v regiji. In več let je bila ta strategija res učinkovita. Obstaja tudi praktičen razlog, zakaj ti dve državi ne moreta biti preprosto sovražnici. Katar in Iran si delita največje morsko plinsko polje na svetu. Katar ga imenuje Nord Dome, medtem ko ga Iran imenuje South Pars. Zaradi tega sodelovanje v energetskem sektorju ni le preprosta možnost, potrebujeta drug drugega. Težko je voditi neposredno vojno proti državi, s katero si deliš najpomembnejši vir svojega bogastva. Toda leta 2017 je prišla velika preizkušnja. Saudova Arabija, Združeni arabski emirati, Bahrajn in Egipt so uvedli popolno blokado proti Katarju. Ena od njihovih obtožb je bila, da je Doha preblizu Iranu in zaradi blokade se je Katar še bolj približal Teheranu. Iran je odprl svoj zračni prostor in pristanišča za katarske letala in tovorne ladje. Prav tako so zagotovili uvoz hrane, medtem ko je Katar imel težave z dobavno verigo.
Zaradi tega je imel Katar še večji razlog, da ohrani svoje odnose z Iranom tudi potem, ko se je blokada leta 2021 končala. Po krizi je Katar še bolj sprejel svojo vlogo posrednika. Podprl je iranski jedrski sporazum in večkrat pozival k dialogu namesto neposredne konfrontacije na Bližnjem vzhodu. Medtem ko se večina zalivskih držav vse bolj oddaljuje od Irana, Katar ohranja odprte diplomatske odnose s Teheranom. Katar namreč verjame, da mu zaupanje Irana daje poseben pomen v regiji. Toda leta 2025 je bilo to prepričanje nenadoma razbito. Po izraelskem napadu na iransko plinsko polje South Pars je Teheran napovedal ostro povračilo. In tokrat naj ne bi več ločevali med sovražnikom in nevtralno državo. Čeprav se je Katar dolgo izogibal temu, da bi postal sovražnik Irana, se je vseeno znašel sredi nevarnosti. 18. marca 2026 so iranske dalekometne rakete zadele industrijsko mesto Ras Laffan. To je največji obrat za utekočinjen zemeljski plin na svetu in eden najpomembnejših temeljev katarske ekonomije. Znotraj je nastala obsežna škoda. Približno 17–20% svetovne oskrbe z utekočinjenim zemeljskim plinom je bilo prizadete. Zaradi tega je Qatar Energy bil prisiljen razglasiti višjo silo. Za Katar to ni bil zgolj vojaški napad, to je bil neposreden napad na samo osnovo države in njeno gospodarstvo. In tukaj se je ton Katarja proti Iranu popolnoma spremenil. 19. marca 2026 je Doha razglasila vse iranske vojaške in varnostne atašaje na iranski ambasadi za nezaželene osebe. In ukazali so jim, naj v 24 urah zapustijo državo. Nato je katarska državna varnostna služba tudi sporočila, da so aretirali 10 oseb. Gre za državljane in prebivalce, ki naj bi bili povezani z dvema celicama, povezanim z IRGC, ki delujeta znotraj Katarja. To je prvič, da je Katar javno priznal, da v njihovi državi delujejo iranske posredniške mreže. Katarski predsednik vlade je tudi neposredno povedal, da je iransko ciljanje njegovih zalivskih sosedov sistematično in načrtovano. Po njegovih besedah so ti dogodki uničili tisto, kar je imenoval iluzija diplomatske imunitete Katarja. Toda med vsemi napetostmi Irana v regiji je ena najbolj posebnih njegov odnos z Združenimi arabskimi emirati. Ker čeprav sta si politično in varnostno nasprotnika, je bil Dubaj že dolgo pomembno trgovsko središče za iranska podjetja. Več desetletij so iranski denar, blago in ladijske mreže prosto krožili v Dubaju. Toda ko je Dubaj odprt za poslovanje, je v Abu Dhabiju drugače. Abu Dhabi, ki ima velik nadzor nad varnostno politiko Združenih arabskih emiratov, že dolgo gleda na Iran kot na neposredno strateško grožnjo. In že vrsto let je to velika protislovje v njihovem odnosu, poslovna partnerja, a sovražnika na področju varnosti. In pod vsem tem je rana, ki še danes ni zaceljena. 30. novembra 1971, 2 dni preden so bili Združeni arabski emirati uradno ustanovljeni kot država, so iranske mornariške sile zasedle Abu Musa, Veliki Tomb in Mali Tomb. Domnevno so izgnali arabske prebivalce, uničili policijske postaje in šole. Nato so 3 otoke razglasili za del Irana. Več desetletij je Združeni arabski emirati večkrat poskušala prenesti vprašanje o Abu Musa, Velikem Tanbi in Malem Tanbi na mednarodno sodišče, vendar je Iran vsakič zavrnil. Za Teheran ti otoki niso sporno ozemlje, saj naj bi že dolgo bili del Irana. Za Združene arabske emirate to ni zgolj staro vprašanje, to je rana, ki se do danes še ni zacelila. Napetosti med državama se niso končale le pri vprašanju otokov. Združeni arabski emirati podpirajo sankcije proti Iranu. Prav tako so se pridružili saudijski koaliciji v Jemnu proti Hutijem, ki jih že dolgo povezujejo s Teheranom. Država je porabila tudi milijarde dolarjev za napredne sisteme zračne obrambe proti iranskim raketnim grožnjam. Do leta 2026 so ZAE postali glavna tarča Irana v Perzijskem zalivu. Eden za drugim so bili zadeti Burj Al Arab, dubajsko mednarodno finančno središče, pristanišče Jebel Ali, rafinerija Ruwais in petrokemični kompleks Fujairah. To so kraji, ki so pomembni za gospodarstvo. In globalna podoba države kot finančnega in trgovinskega središča. IRGC je celo obtožil Združene arabske emirate, da naj bi pomagali ameriškim vojaškim operacijam v regiji.
Namesto, da bi odgovorili z raketami, so Združeni arabski emirati izbrali drugo pot. 1. maja 2026 so napovedali, da bodo izstopili iz OPEC-a. Za številne analitike ta korak ni bil le preprosta sprememba naftne politike. Di isang malaking dagok sa economic unity. Za mnoge je izstop Združenih arabskih emiratov iz OPEC-a znak, da se ena najmočnejših gospodarskih zvez na svetu začenja rušiti. Kratkoročno je njegov učinek še vedno omejen, saj je vojna že povzročila veliko škodo naftni proizvodnji v regiji. Marca 2026 naj bi se skupna proizvodnja OPEC zmanjšala za 27%. Toda dolgoročno je to lahko velik problem za Iran. Ko se napetosti umirijo, bo Združeni arabski emirati imel veliko več svobode za povečanje proizvodnje nafte brez omejitev kvot. Če bo na svetovnem trgu prišlo do presežka ponudbe, bi to lahko znižalo ceno nafte. To je situacija, ki bi neposredno prizadela iransko gospodarstvo, ki je močno odvisno od prihodkov od nafte. Medtem ko Združeni arabski emirati uporabljajo gospodarstvo kot pritisk proti Iranu, se Kuvajt sooča z drugačno vrsto grožnje. Leta 2003 so kuvajtske oblasti odkrile vohunsko celico IRGC, ki je nadzorovala ameriške vojaške baze v državi. Nato je leta 2015 izbruhnila še večja afera imenovana celica Abdali, v kateri so zasegli tone orožja in eksploziva, domnevno povezanih z IRGC in Hezbollahom. Do leta 2026 so se napetosti ponovno zaostrile, potem ko je Kuvajt aretiral mrežo povezano s Hezbollahom, ki naj bi načrtovala atentate in sabotažne operacije. Potem so iranski napadi zadeli rafinerijo Al-Ahmadi in obrat za razsoljevanje, pri čemer so umrli vojaki in civilisti. Ker Kuvajt neposredno meji na južni Irak, je vedno izpostavljen vplivu milic, ki jih podpira IRGC. Zato, čeprav sledi sankcijam ZDA in ZN, še vedno previdno uravnava odnose s Teheranom, še posebej, ker velik del njegovega prebivalstva predstavljajo šiitski muslimani. Ampak če obstaja država, ki se še bolj boji Irana, je to Bahrajn. Nekateri iranski voditelji so to v preteklosti celo imenovali za 14. provinco Irana. Čeprav ji vlada sunitska kraljeva družina, je večina prebivalstva šiitska. Zaradi tega Bahrajn ne vidi Irana le kot regionalnega tekmeca, temveč kot neposredno grožnjo stabilnosti države. Napetosti so se še povečale po domnevnem poskusu državnega udara leta 1981 in protestih arabske pomladi leta 2011, ki jih je vlada označila za operacije podprte strani Irana. In leta 2026 so se bahrajnske bojazni uresničile. Prestregli so več kot 650 iranskih raket in dronov, ki so bili usmerjeni na poveljstvo 5 flote ZDA in druge ključne lokacije. Kot odgovor je vlada izvedla obsežno akcijo proti domnevno povezanim z Iranom, pri čemer so na stotine aretirali, nekatere pa so celo razglasili za brez državljanstva. Toda poleg politike in religije obstaja še en razlog, zakaj se zalivske države bojijo Irana. To je njegova strateška prednost. Iran nadzoruje severno stran Hormuške ožine, ene najpomembnejših poti za nafto in utekočinjen zemeljski plin na svetu. Leta 2026 je uvedel de facto blokado, ki je ustavila velik del ladijskega prometa in povzročila dvig svetovnih cen nafte. Poleg tega lahko iranske rakete in droni zlahka napadejo naprave za razsoljevanje v državah zaliva, ki so glavni vir sveže vode v regiji. Kar zadeva vojaške zmogljivosti, ima Iran v lasti več kot 2500 balističnih raket. Medtem ko se napetosti stopnjujejo, se drage protizračne obrambne sisteme držav zaliva hitro izčrpavajo, saj so iranski droni veliko cenejši v primerjavi z raketami, ki jih uporabljajo za njihovo sestrelitev. A vendar je na koncu iranski jedrski program še vedno tisti, ki se ga regija najbolj boji. Do leta 2025 naj bi obogatitev urana v Iranu dosegla skoraj raven za izdelavo jedrskega orožja, zaradi česar se Iran šteje za državo na jedrskem pragu. In medtem ko se Amerika in Izrael izogibata popolni invaziji, Teheran še naprej uporablja posredniške skupine, kot so Hezbollah, PMF milice in Hutiji, da bi razširil svoj vpliv na Bližnjem vzhodu. To je Abdullah II. Iz Jordanije poimenoval kot šiitski polmesec, ki je vse širša mreža iranskega vpliva po vsej regiji.